Spoštovani, v dvorano prihaja predsednica odbora za podeljevanje nagrade Zlata čebela in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, gospa Irena Šinko. Spoštovane gospe in gospodje, v dvorano prihaja predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar. Živine vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo mejak. Spoštovani gostje, vsi zbrani ter vsi, ki nas danes spremljate nadaljavo, lepo pozdravljeni in dobrodošli v kristalni dvorani predsedniške palače, kjer bomo danes razglasili dobitnika tretje nagrade Zlata čebela. Slovenija v svetovnem merilu velja za zeleno, čebelam in ostalim opraševalcem prijazno deželo. Ponosni smo, da je bilo slovensko čebelarstvo lani decembra vpisano na UNESCOV seznam nesnovne kulturne dediščine v vseh svojih razsežnostih, od kmetijske, raziskovalne in izobraževalne, družbene, okoljske in seveda kulturne. Prav tako se ponašamo z nazivom države z največ skrbniki čebel na svetu in s čisto svojo čebeljo vrsto, krajinsko sivko. K besedi vljudno vabim predsednico Republike Slovenije, doktorico Natašo Pirc Musar. En lep dober dan vsem skupaj. Spoštovani predsednik Državnega sveta, kolega Marko, spoštovana ministrica, minister, poslanke in poslanci, državne svetnice in svetniki, državni sekretar, veleposlanice in veleposlaniki, gospe in gospodje. Konec prejšnjega tedna sem med svojim obiskom v Rimu na sedežu Organizacije za prehrano in kmetijstvo sodelovala tudi na osrednji mednarodni obeležitvi Svetovnega dneva čebel. Zelo sem ponosna na prispevek Slovenije k mednarodnim prizadevanjem za zaščito čebel in drugih opraševalcev, ponosna na rezultate, ki jih je Slovenija dosegla v 6 letih, odkar je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov na našo pobudo razglasila 20. maj za Svetovni dan čebel. Opraševalci so danes integralni del svetovne okoljske in prehranske agende. Usklajeno mednarodno sodelovanje pri tem je pomembnejše kot kdajkoli prej. Predvčerajšnjim smo praznovali Svetovni dan biotske raznovrstnosti. Svetovni ekosistem se je znašel na kritični točki. Dobrobit človeštva, preživetje človeštva, če hočete, je odvisno od skupnega ukrepanja držav in čisto vsakega posameznika. Pa vendar se razkorak med potrebami in ukrepi veča. Brez radikalne spremembe v našem odnosu do okolja je naša skupna prihodnost resno ogrožena. Slovenija je zelena država in domovina največjega števila čebelarjev na prebivalca na svetu.
Tudi zato imamo moralno dolžnost, da delimo svoje čebelarsko znanje in tehnologijo ter spodbujamo zaščito opraševalcev po vsem svetu. Gre za naš dragoceni prispevek k reševanju svetovne okoljske in prehranske krize. Vsaka tretja žlica svetovne hrane in 90% razmnoževanja divjih rastlin je odvisnih od opraševalcev. Hkrati sta od prehranske in okoljske varnosti odvisna, da, tudi mednarodna stabilnost in mir. Nagrada Zlata čebela je zagotovo eno od osrednjih orodij Slovenije pri ozaveščanju o pomenu opraševalcev in spodbujanju posebnih dosežkov na področju njihove zaščite. Letošnji poudarek na znanosti je v skladu z njenim osrednjim pomenom pri reševanju globalnih izzivov. Vsem trem letošnjim finalistom zato iskreno čestitam. Zahvaljujem se ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vaši ekipi, gospa ministrica, Ministrstvu za evropske in zunanje zadeve, Ministrstvu za kulturo, Čebelarski zvezi Slovenije, Slovenski čebelarski akademiji in vsem drugim organizacijam in posameznikom, ki gradite slovensko čebelarsko in hkrati s tem tudi našo čebeljo diplomacijo. Ta izraz mi je izjemno všeč. Ministrico in vse vas obenem pozivam, da ste tudi še naprej drzni in ambiciozni pri nadaljnji rasti naše skupne opraševalske čebelje zgodbe. Vemo, da so opraševalci najboljši kazalnik stanja okolja in da se nekatere njihove vrste skrb vzbujajoče redčijo. Prosto živeče čebele samotarke nimajo čebelarja, ki bi bdel nad njimi, in zato so njihovi habitati še bolj ogroženi. Več je treba vlagati v raziskave, kar je tudi motiv letošnje podelitve nagrade Zlata čebela. Kaj vse pa lahko kot posamezniki naredimo za opraševalce? Več stvari. Zasadimo lahko medonosne rastline in te naj bodo raznolike, da bodo cvetele čez vse leto in naj bodo značilne za okolje, kjer živimo. Vrtnarjenje sprošča. Z ministrico sva ravno imeli razpravo pred tem dogodkom, kaj naj sprošča. Ministrica je omenila vrtnarjenje, tudi jaz doma pulim plevel in čuvam rože za čebele, ki obiščejo moj rojstni kraj. Zagotovo lahko zatočišča za opraševalce in dostop do vode, ki jo potrebujejo, tako za pitje kot poleti za hlajenje. Lahko zagotovimo takšna zatočišča. Pri pridelavi hrane se izogibajmo pretirani rabi pesticidov in kosimo, če res moramo, v poznih popoldanskih urah, ko je čebelja paša že končana. Kot potrošniki pa moramo opolnomočiti vse sebe in druge z informacijami, od kod in kakšna je hrana, ki jo uživamo, ter z nakupom izdelkov podpirajmo lokalne čebelarje in kmete. Hvala vsem za pozornost in srečno pri vseh vaših aktivnostih. Okrepite jih v dobro planeta Zemlja, edinega planeta, ki ga imamo. Hvala lepa. Hvala, gospa predsednica. Današnji kulturni program so pripravili dijaki oddelka za džez in zabavno glasbo Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana pod mentorstvom profesorja Ivana Špacapana. Šola je današnje ime dobila leta 2009, njeni začetki in delovanje segajo že v leto 1807, ko je bila ustanovljena prva državna glasbena šola. Jazz trio sestavljajo Tjaša Rauter vokal, Peter Mandl-Mejač kitara in Jakob Istenič kontrabas. Predstavili se bodo s 3 skladbami. O ljubezni do doma govori skladba skladatelja Jožeta Privška, besedilo zanjo je napisal Miroslav Košuta. Prisluhnimo skladbi Tam, kjer sem doma. Izvolite, prosim.
glasbenikom. Poziv za predlaganje kandidatov za nagrado Zlata čebela 2023 je Republika Slovenija objavila decembra lani, nanj pa je za področje raziskav čebel in drugih opraševalcev prispelo 12 vlog iz 8 držav, in sicer 3 iz Srbije, doktorica Jelena Čilić, raziskovalka Veterinarske fakultete, dr. Slobodan Davidović, raziskovalec Fakultete za biologijo in Združeni muzej čebelarstva, profesor Jovan Živanović. 2 iz Ukrajini, dr. Roman Dvikalijuk s podporo postopku in opremi za pridelavo propolisa ter nevladna organizacija Sklad čebelar. 2 iz Nemčije, Lutz Egert s PIN testom in Miljan Bobič za njegov prispevek pri uveljavljanju apiterapije. Ter po en projekt iz Bosne in Hercegovine, Fatima Gersič s čebeljimi izdelki za prihodnost zdravil, Črne Gore, Obrat Drakulović s pametnim pitnikom za vodo za čebele, Hrvaške, doktorica Ivana Klak-Geiger z interdisciplinarnim delom, profesorica Veterinarske fakultete na področju čebeljnih družin, Španije, dr. Pau Enric Serra Marin z umetno inteligenco za ohranjanje opraševalcev in Grčije, doktorica Fani Hatina, profesorica in raziskovalka s projektom Safe Agro-Bee. Odbor, ki ga sestavljajo predstavniki različnih institucij, je pod vodstvom ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospe Irene Šinko, pregledal in ovrednotil vse predloge kandidatov za nagrado. Preden izvemo, kdo so po mnenju odbora najboljši trije, si oglejmo plesno interpretacijo plesalk plesnega kluba Šin Šin iz Kamnika. Avtorica koreografije je plesalka Simona Kočar. Osnovnošolki Eva in Katarina nas bosta popeljali v prihodnost, čast, ko čebele in ostale opraševalce nadomestijo mehanski droni, brez dvoma dovršeni, ciljno sprogramirani, neumorni, vendar jim bo uspelo tisto edino, česar resnične živali ne zmorejo, živeti neskončno dolgo. Dekleti bosta s plesnim nastopom To be or not to be čez slab mesec zastopali Slovenijo na svetovnem prvenstvu v showdansu. Izvolite, prosim.
No, videli smo, da so tudi mehanski opraševalci minljivi. Razlog več in opomin vsem nam, da skrbimo za živa bitja, ki jih še imamo. Ne potrebujejo ne čipov, ne elektrike in ne osnežujejo okolja, temveč ravno nasprotno. Zagotavljajo biotsko raznovrstnost ter pomembno prispevajo k pridelavi hrane, trajnostnemu kmetijstvu in ohranjanju okolja. Skulptura Zlate čebele, ki jo bo danes prejel nagrajenec, je izdelana iz litega brona, ki, kot je zapisal njen avtor, Urh Bigele, simbolizira neskončnost in vsakokratno izletavanje čebele ter njeno vrnitev v skupnost. Odbor za podelitev nagrade Zlata čebela je med vsemi prej naštetimi kandidati za nagrado izbral najboljše 3 na področju raziskav čebel in ostalih opraševalcev. To so doktorica Fani Hatina iz Grčije, vsestranska mednarodno priznana doktorica in raziskovalka na Univerzi Cardiff v Veliki Britaniji ter dolgoletna direktorica Inštituta za živali v Grčiji. Velja za uveljavljeno raziskovalko na področju medonosnih čebel in opraševalcev, pri katerih preučuje vzrejo in reprodukcijo, ohranjanje lokalnih populacij in zdravje medonosnih čebel. Deluje kot strokovnjakinja v več mednarodnih organizacijah. Dr. Pau Enric Serra Marin iz Španije, mlad raziskovalec, ki na inovativen način raziskuje ohranitev skupnosti opraševalcev s pomočjo umetne inteligence. Z inteligentnimi kamerami, ki snemajo in dobrodejno identificirajo divje opraševalce, ustvarja velike zbirke podatkov o opraševalcih na območju Balearskih otokov. Marin je prav tako avtor 2-krat nagrajenega dokumentarnega filma o čebelah. Sodeloval je pri pripravi priročnikov za oblikovanje lokalnih strategij za opraševalce ter kodeksa ravnanja za kmete in čebelarje. Dr. Slobodan Davidović iz Srbije, mlad raziskovalec in vodja projekta SerbHive, ki skrbi za inovativne strateške raziskave, ki jih nadgrajuje z energetskimi raziskavami o divjih čebelah in opraševalcih ter podaja mejnike za pripravo ukrepov za zmanjševanje števila opraševalcev do leta 2030. Skupaj s člani projekta je analiziral genetsko raznovrstnost prosto živečih divjih čebeljih družin, pripravil načrt za analizo prosto živečih populacij, ki živijo v divjini brez človekovega posredovanja. Verjamem, da napetost med 3 omenjenimi nominiranci že raste, vendar bodo morali še malo počakati. Zgodbe o opraševalcih ne moreš povedati, ne da bi povedal zgodbo o cvetu, saj že 50 milijonov let soustvarjata in oblikujeta drug drugega. Za čebele je cvet vodnjak življenja in za cvet je čebela glasnik ljubezni. Tudi mesec maj velja za mesec ljubezni. Če vprašate slovenske čebelarje, vam bodo takoj odgovorili, da je to tudi mesec, ko imajo največ dela. To trditev bodo tudi takoj dopolnili in sicer, da si je za čebele treba vzeti vse dni v letu, kar velja tudi za ljubezen. In ravno o tem govori naslednja slovenska pesem. Prisluhnimo pesmi Ne čakaj na maj, ki jo je napisal Borut Lesjak, besedilo zanjo pa je prispeval Frane Milčinski. Izvolite, prosim.
Zlato čebelo. K besedi vljudno vabim predsednico odbora za podeljevanje nagrade Zlata čebela in ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, gospo Ireno Šinko, da razglasi prejemnika letošnje nagrade. Izvolite, prosim. Spoštovani, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Dovolite, da se ob tej priložnosti najlepše zahvalim vsem, ki ste kot posamezniki oziroma kot organizacije predlagali kandidate za Zlato čebelo. Potem gre zahvala tudi mojim sodelavcem ter vsem članom odbora, ki so dejansko skrbno pregledali vse vloge ter temeljito izbrali zmagovalca današnjega zmagovalca. Dejansko naša mnenja so bila zelo različna, torej razlikovali smo se, vendar enotno smo pa bili v tem, da v letošnjih raziskavah so bile pomembne predvsem medonosne čebele. Manj je bilo vlog strani divjih opraševalcev, ampak se je več nanašalo na medonosne čebele. Tukaj je potrebno zelo lepo izpostaviti in povedati, da je Slovenija glede tega, kako smo prepoznavni po čebelah, tudi mednarodno priznana oziroma mednarodno prepoznavna. Temu zelo lepo sledi Svetovni dan čebel, s katerim se promovira dejansko naše čebelarstvo in pa slovenski zajtrk, katerega sestavni del je tudi med. V Sloveniji skrbimo za trajnostno in vzdržno kmetijstvo, hkrati s tem, ko skrbimo za trajnostno in vzdržno kmetijstvo, pa skrbimo tudi za čebele in pa za čebelarje, kajti to gre z roko v roki skupaj. V zadnjem času veliko pozornost dejansko polagamo tudi temu, da bi dejansko čebeli izdelki, ki prihajajo na slovenski trg in pa na evropski trg, bili tudi prepoznani po poreklu in pa po kakovosti. Kajti zelo pomembno je, da potrošnik ve, odkot proizvod, ki ga uživa, prihaja in kakšna je njegova kakovost. Pa, če se vrnem nazaj k podelitvi nagrade Zlate čebele, tukaj moram povedati, da smo dejansko bili vsi enotni, torej vsi člani odbora in izbrali zmagovalca, torej enotno je bilo stališče vse, kdo je tisti, ki je najboljši in je zmagovalec. In preden razglasimo tega zmagovalca, lepo prosim, da se mi na odru pridruži predsednica Republike, doktorica Nataša Pirc Musar. Torej, nagrada Zlata čebela je zelo pomembna. Predvsem v letošnjem letu je to bila nagrada, bo podeljena nagrada na področju raziskav čebel in divjih opraševalcev. In to nagrado prejme oziroma zmagovalka oziroma zmagovalec je dr. Slobodan Davidović iz Srbije. Torej, kako naj opišemo gospoda, ki se je podpisal pod projekt SrbHive? In sicer lahko povemo takole, to je mladi raziskovalec, ki je dejansko svoj projekt financiral iz sklada Promos. Gre torej za, lahko rečemo, mladega perspektivnega raziskovalca, torej za raziskovalca, ki ima napredne ideje in ki je sposoben povezovati tudi skupino, torej dela v timskem delu. Zelo pomembna je ta raziskava, kaj ti prikazuje rezultate kako pomembno je genetska raznolikost, tako pri divjih opraševalcih in pa pri medonosnih domačih čebelah. Ugotovili so za svojo raziskavo, da dejansko divje čebele so genetsko bolj raznolike in pa tudi imajo višjo heterogenost napram domačim medonosnim čebelam.
Ta projekt, ta raziskava bo tudi podlaga za nacionalno strategijo Republike Srbije in sicer v smislu ohranjanja habitatov ter obnove divjih opraševalcev v naravi. Poleg tega je potrebno povedati, da je to projekt s evropsko vizijo in sicer prihaja iz države, ki je kandidatka za Evropsko unijo, in ta projekt je dejansko projekt, ki povezuje mlade raziskovalce. Kot samega dr. Davidoviča lahko opišemo, torej nas je prepričal na način, da je njegova mladost in zagnanost ter tudi skupinsko delo tisto, ki bo še vnaprej spodbujalo in na tem področju še veliko rezultatov in raziskovanj bo lahko dosegel. Zato mu iskreno čestitam. Okay, I wish to thank the President of Republic of Slovenia and the ministers. I actually didn't really prepare anything to say, but I'm really glad that you recognized our research as something that has a potential, and that I hope that now this reward will make our research even more approachable, not approachable, but more visible to other scientists across the world, and that this, let's say, view of the wild or feral honeybees is going to change the way how we also view the managed honeybees, and not just the managed honeybees, but also the other wild bees, and that we can actually change our way of how we manage the honeybees, and that we can move on forward to improve our attitude toward the nature at all. Thank you. Hvala, dr. Davidovič, da ste z nami delili nekaj misli ob osvojeni nagradi. Prosim, da se zbranim na odru pridružita še veleposlanica Helenske republike v Republiki Sloveniji, gospa Tereza Paraskevi Agelatu, ki bo prevzela plaketo v imenu nominiranke doktorice Fani Hatine, in gospod Jaume Govila Saura, ki bo prevzel plaketo v imenu nominiranca doktorja Paua Enrique Serra Marina. Izvolite. Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa predsednici Republike Sloveniji, ministrici in vsem trem nagrajencem. Še zadnjič danes prisluhnimo triu Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, in sicer skladbo ameriškega avtorja Irvinga Berlina Chick to Chick. Izvolite, prosim.
Hvala lepa dijakom. Še enkrat iskrene čestitke nagrajencu. Vsem, ki ste se nam pridružili na današnji slavnostni podelitvi, pa tudi tistim, ki ste na njej sodelovali ali pa nas spremljali preko video povezave, se iskreno zahvaljujem za vašo pozornost. Da, skupaj zmoremo več, tudi pri ohranitvi dobrobiti in skrbi za naše čebele in opraševalce. Vidimo se spet čez leto dni na novi podelitvi nagrade, ki jo bo Republika Slovenija podelila za področje promocijo čebel in ostalih opraševalcev. Poziv bo, tako kot letos, objavljen meseca decembra. Vsem vse dobro in kot pravijo slovenski čebelarji, naj medi. Hvala lepa.